In prehajamo na 7. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem lokacijskem načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta številka 3, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 23, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek, Borut Ulčar in pa tudi Uroš Ulčar. Torej, besedo dajem najprej dr. Mariji Tadeji Ježek. Izvolite. Lepa. Pred nami je pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov za zazidalnem lokacijskem načrtu z oznako B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del. Gre za drugo obravnavo. Spremembe, ki so nastale od prve faze obravnave oziroma od prve obravnave, so naslednje: skladno po prvotni študiji in dodatnim usklajevanjem z nosilci urejanja prostora se je prilagodilo cestne priključke na Ljubljanski cesti desno in uvoz iz severa in Kovinarski cesti desno in uvoz iz smeri krožišča na vzhodu. Skladno s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov se določi možnost realizacije dodatnega samostojnega objekta oziroma širitve osnovnega objekta ter možnost združevanja lamel stanovanjskih etaž v funkcionalni enoti FEMS 1/2 ter dodani pasji park. Skladno z drugim mnenjem nosilcev urejanja prostora se je uskladilo mikrolokacije potekov oziroma priključevanje gospodarskih javnih infrastrukture, plinovod prenosni, plinovod Adria, plin distribucijski plinovod, elektro, KPK in Direkcija Republike Slovenije za vode, odvajanje meteorne vode. Prav tako je bila glede na ugotovitve nekaterih nosilcev urejanja prostora v zvezi z možnostmi izvedb posameznih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture dodana določba o odstopanjih za gospodarsko javno infrastrukturo, seveda vse pod jasno določenimi merili, ki jih določa že veljavni odlok. Na celotno gradivo smo pridobili tudi vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora. Hvala lepa. Hvala. Besedo dajem še gospodu Borutu Ulčarju, predstavniku pripravljavca odloka. Izvolite, gospod Ulčar. Ja, hvala. Pozdravljeni. Kot rečeno, je dejansko za drugo obravnavo so pridobljena vsa pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. Z nekaterimi je pač trajalo kar nekaj časa, da smo jih uspeli pridobiti zaradi časa, v katerem so se pridobivala. Tako da dokument je upošteval pravzaprav vsa stališča, ki so bila sprejeta po prvi obravnavi. Na javni razgrnitvi oziroma na javni obravnavi pa ni bilo nobenih pripomb. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Ne, hvala lepa. Karla je rekla, sam ti, ampak zdaj že kar navada, da ko se jaz prijavim, pa se še drugi prijavijo. Jaz nimam sreče, da bi za kom drugim razpravljal. Tretjič obravnavamo zdaj ta problem. Prvič se spomnimo precej tudi medijsko takrat odmevan padu v prvi obravnavi. Drugič je šel v prvi obravnavi čez, sam sem mu nasprotoval, tako kot tudi moje kolegice in kolegi iz svetniške skupine, kajti težava, ki jo mi tukaj vidimo, je promet. Dejstvo je, da je na omenjenem območju planirana že en velik trgovski center in pa potem nekaj manjših lokalov in pa številna stanovanja. Zdaj, s to spremembo se ni bistveno nič izboljšalo, razen tega, da imamo tako kot v prejšnjih obravnavah poleg tistega velikega trgovskega centra v spodnjem delu še en večji trgovski center v zgornjem delu ob Ljubljanski cesti in pa še več stanovanj. In ravno ta zgornji trgovski center bi pomenil, jaz menim, da veliko povečanje prometa. Ne vem, nisem zasledil, so bile prometne študije narejene tukaj ali niso bile, ampak edina rešitev, ki bi tukaj verjetno bila, je še ena povezovalna cesta med obvoznico in pa Ljubljansko cesto, ki pa ne vem, če si jo želimo. In druga stvar, ki jo mi ves čas opozarjamo, s tem, ko se bo trgovec preselil nekaj metrov više, bomo verjetno dobili samo še eno dodatno trgovino, tisto v spodnjem delu ob krožišču pa bo verjetno prevzel nekdo drug.
Ljubljanska cesta pa vemo, da je že zdaj ob konicah zelo obremenjena. Poleg tega se tukaj pridružujem tudi mnenju kolega Francija Uršiča, ki je že večkrat opozarjal na prometno ureditev na Šolski cesti, kjer bo povečanje prometa verjetno tudi prišlo z izgradnjo nove osnovne šole Frana Albrehta. Tam se bo prometna ureditev tudi nekoliko spremenila in ravno ta del je najbolj problematičen, se pravi zgornji del Ljubljanske, tam nekje od Korobača, pa potem cela ta Šolska dol. Če pa damo še eno veliko trgovino poleg Mercatorja, bo pa ta obremenitev, jaz mislim, da samo še večja. In tako kot nismo mogli v prvi obravnavi tega podpreti, jaz tega ne morem podpreti tudi v drugi obravnavi, ne, ker menim, da ni prišlo do bistvenih izboljšanj, predvsem na prometnih obremenitvah. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Takole v bistvu si jaz nekako predstavljam odločanje v prostoru, ne, se pravi sodelovanje investitorja, občine, občinskega sveta, ne, ni nujno, da je to trikrat, ne, da mora kdaj padati na občinskem svetu, ampak zdi se mi, da tukaj smo v primerjavi s tistem, kar smo prvič zavrnili, naredili konkretne premike. In tukaj bi se zahvalil v bistvu predstavnikom investitorjev, da so sledili tem usmeritvam. Bom se pa spet ponavljal, že prvič sem rekel, da v bistvu ne moramo vse grehe preteklosti obesti zdaj na tega zadnjega investitorja. To, da imamo problem s prometom na Ljubljanski, ne, je zgodba prejšnjih mandatov. Ne. To, da ni predprejšnjih, ja, tako. To, da ni povezovalke, ki je bila tudi načrtovana, je prav tako. Ne. Se pravi, ko se je Ljubljanska gradila, bi se moglo vse to upoštevati in zgraditi. In zdaj tukaj, to smo sreč v bistvu s tisto široko razpravo takrat v bistvu obrnili, da so ljudje dojeli, da ta travnik ne bo večno travnik, zato ker je v zasebni lasti, ne, ker ni v družbena lastnina in če se po zasebni lasti lahko prosto s psom sprehajaš, a pa sam iz svojo drago, je čisto pozitivno, če ti to nekdo dovolj, moraš pa tudi razumeti, da verjetno to nekdo ni kupil zato, da boš se ti cel življenje tam sprehajal. Ne. In mislim, da smo ravno skozi te razprave dosegli, da bo tam še kar nekaj zelenega, da bo tudi konec koncev potencialno pasji park, te besede potencialno mene zmer motijo, ne, te stvari jaz hočem, da so tako zapisane, da tle ni možnosti potenciala, ampak da so to dejstva. In jaz mislim, da smo naredili napredek. Dobili bomo tudi nujno potrebna stanovanja, malo me bega tista potencialna stavba, tisto nisem čisto razumel, tako da to bi prosil za kakšen dodaten pojasnil. Drugače bomo pa mi zadevo podprli. Mislim, da glede na situacijo bomo imeli še kar nekaj časa, predvsem občinska uprava, da naredi korake, kar se prometnih rešitev tiče, ker mislim, da investitorji v teh časih ne bojo hiteli s začetkom gradnje, tako da bomo imeli, ampak tukaj to je dolg občinske uprave oziroma občine Kamnik, ne, za nazaj, tako da tukaj pač moramo upoštevati to, da ne moramo vse obremeniti investitorje. Hvala. Hvala, besedo ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Predprejšnja oblast je Ljubljansko urejala pred skoraj 30 leti in seveda primerjamo tiste čase, prometni režim, takrat nismo sanjali o električnih tančkolesih, ko se temu reče, da je ta izraz bil sprejet, seveda ni bilo pa rešitve v prometu, kajti rešitev smo imeli, ampak so zasebni interesi prevladali, tako da z povezovalko, kar je omenjal tudi Igor, s povezovalko proti Coparanci na obvoznico nismo prišli, ampak bom samo vprašal pripravljalce, kako ste rešili primer izvoza iz ulice Vilka Rožiča, kjer so ali smo vezani na izhod iz te ceste, iz ulice, je vezanih, kot sem že večkrat povedal, najmanj
300 hiš ali enih 6 ulic pravokotno na Ljubljansko in železnico oziroma na Jenkovo, če se prav spomnim, da je ta ulica. Torej tle zdajle že ne priješ ven, če ne bo tle semaforizirano ali ne vem kakšno križišče, ampak naslednjih 50 metrov imamo pa že semaforizirano križišče pri Mercatorju oziroma pri Bevcu, tako da si ne predstavljam, razen da boš peš, pa še peš ne moreš prijeti zdajle iz ulice Vilka Rožiča na ta novi pločnik ob novem Lidlu. Tako da drugo vprašanje, torej to je vprašanje, kaj je pripravljalec obljubljal in je obljubljal, kaj je postoril na prometnem režimu novega od prve obravnave, ampak je seveda samo lepe obljube nam ponujal, jaz jih pa teh obljub ne vidim, ne na papirju, ne v realnosti naslednjih investitorjev. Hvala. Hvala, beseda ima Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Ja, v bistvu ne vem, kje naj začnem, zato ker se kaže neka metodologija. Jaz razumem, da je bilo v predhodnih mandatih marsikaj narobe, tako kot je bilo marsikaj tudi pozitivnega. Ampak, a veste, zelo kontradiktorno, neverodostojno in pa žalostno je v bistvu poslušati, kako je bilo v preteklosti vse nekaj narobe narejen, danes pridemo z dikcijo ali pa stališčem, da dajmo prvo postaviti, pa bomo pol kasneje promet urejali. To je doktrina, na katero jaz ne morem pristati. In nažalost je kar nekaj tovrstnih območij v Kamniku, ki so se urejala tako. Pa lejte, po toči zvoniti je prepozno in bi človek razumel, da smo se na predhodnih napakah karkoli naučili. Danes je pred nami nov predlog spet za območje ali prostor, ki je kardinalnega pomena za pretok prometa v Kamniku. Namreč imamo dve glavni žili v Kamniku, prometni. Ena je obvoznica, druga je Ljubljanska cesta. Mi bomo eno od teh dveh žil dodatno obremenili, alternative nimamo, ampak ker je zazidalec tu, dajmo to narediti. Ne vem, če to, oziroma jaz vem, da po mojem mnenju to ni metodologija, s katero se lotevaš urejanja prostora. Vidite, mene pa za razliko od mojih predhodnikov, nekaterih, ravno to čudi, kateri konkretni premiki so bili storjeni. Konkretno. Največ je bilo očitkov oziroma zadržkov strani vseh nas, kolegic in kolegov, na področju prometa. In zdaj mene na tej točki sprašujem pripravljalce, ali pa lahko rečem tudi, izzivam vse ostale kolegice in kolege, ki menite, da so bili premiki storjeni. Kaj je tisto, kar je na prometnem področju boljše, kot je bilo v prvem branju? S čim nekdo zagotavlja, da bo gneča manjša, da ta druga žila ne bo tako obremenjena? Morda jaz tega ne vidim. Dajte prosim lepo pod rubriko še kdo se oglaste. Sem človek, ki spremeni mnenje, če me nekdo z argumentom prepriča. Tako da, dajte. Zdaj, kar se tiče stanovanj, absolutno so dobrodošla. Absolutno. Ampak, a veste, za voljo tega, da bo tam, upam, da me ne boste razumeli napak, ampak da bo tam nekaj stanovanj, ki ne bodo stanovanja, ki bi zniževala tržno vrednost ostalih stanovanj. Torej, ne govorimo o količini, da bi zamajala trg na kamniškem področju, da bojo cena stanovanj kar padla. Govorimo o luksuznih stanovanjih, večjih stanovanjih in se cena stanovanj ne bo znižala, pač pa bo cena novogradnje višja. In danes uporabljati floskulo, da ja, super, imamo nova stanovanja v Kamniku. Ne vem, jaz se včasih res sprašujem, a sem bral drugo gradivo. Pa
pa z vsem spoštovanjem ne želim biti žaljiv do nikogar, ampak resnično, no, to me pa prav preseneča. Zdaj, ena druga stvar, ki je isto zelo pereča, ne? Jaz mislim, da so redka mesta, na to nismo mogli mi vplivati tu, ki smo danes še najmanj, ne vem, župan, kdorkoli bi to že bil. Kamnik ima vrsto degradiranih območij. Zaradi razcveta industrije v drugi polovici prejšnjega stoletja. In mi ustvarjamo novo degradirano območje, kjer bo na območju zdajšnjega Lidla, a imamo vizijo, kaj bo tam? Ja, nimamo, ne? Ampak bomo spet po stari metodologiji, dajmo narediti, pa bomo že. Prostite, to kaže na nek način stihijskega razmišljanja. In zdaj z občino jaz razumem, ali pa si vsaj želim, da skrbno načrtujemo. Ali pa strateško upravljamo. S edinim segmentom, ki omogoča prožnost občini, to ponavljam še enkrat. Prostor je tisti segment, ki omogoča vse, na katerem koli drugem področju ima občina veliko bolj zvezane roke kot tu. Ne vem, pač seveda, da vsakdo nosi odgovornost za svoje poglede, ampak resnično še enkrat več. No, mene res to čudi. Mislim, jaz se na drugi strani tudi sprašujem to, a se res zavedate in če se, kako je lahko ta tipka za tako lahka? Kakšni zastoji bojo to ratali, no? Ampak, a veste, sej težava je v tem, da kjerkoli v Kamniku živeli, izvzemši območja, ki je južneje od tod, bo vsakdo imel problem. Če kdo z Motnika prihaja, mora iti tam mem, če ne gre po obvoznici. In to ošvrkne vsakega prebivalca ali pa prebivalko občine Kamnik. In mi z največjo lahkomiselnostjo na področju prometa je pa zdaj urejeno. Oprostite, ni urejeno. Seveda so, tudi sam priznavam, nekateri premiki in so boljši, kot je bilo v prvem branju. Ne govorim o tem, da ne. In ne želim vršiti vsega dela, ki ga je investitor oziroma pripravljalec pripravil, v nič. Ne me napak razumeti. Ampak so pa stvari, ki so krucialne za te, mislim, oprostite, ne vem, če bi jaz dal na težo, ali sem bolj zadovoljen, da dobim 30-40 luksuznih stanovanj v Kamniku, ki ne rešujejo stanovanjske problematike, na drugi strani z problematiko, ki prihaja na dan, da bo vsakdo v povprečju, nekateri podatki pač obstajajo, porabil ob največji naglici dodatnih 12 minut za preboj po Ljubljanski cesti. Zdaj si pa zračunite, v enem mesecu je to 300 minut na grobo stran vrženih, 5 ur. In to je skrb za blagostanje in pa boljše bivanje v občini Kamnik. Nehajte, no. Ja, sorry, malo sem čustven, ampak res ne morem pristati na to, da so zadeve na področju prometa boljše. Ne morem. In ne morem pristati na to, da se pojavlja novo degradirano območje. Danes vsi govorimo, polna usta so nas Kika, Utoka in kaj bo zdaj spet? Dajmo še eno ustvariti, že tako jih imamo dosti. Prostite, moje podpore v tem predlogu odloka ne more biti. Hvala, besedo dajem za pojasnila gospodu Ulčarju pa gospe Mariji Tadej Ježek. Mogoče najprej gospa Marija, potem pa gospod Ulčar. Hvala lepa za besedo, tudi za vprašanja. V bistvu tu se moramo zavedati, v bistvu, da gre že za sprejeti prostorski akt, ki se spremenja. Na podane vse pripombe iz prve obravnave, a ne, in smo poskušali nekako čim bolje pač dejansko stanje izboljšati in tudi prostorski akt. Zavedati se moramo, da lahko lastnik zemljišča, a ne, tako kot je tudi v enem izmed poročevalcev tudi rečeno, a ne, da v bistvu lastnik zemljišča ni kupil pač parcelo zato, da bo pač dovoljeval vsem okoliškim sprehajalcem
pač dostop in hoja po lastnem zemljišču, ampak je pač imel investicijsko namero. Treba se tudi zavedati dejstvo, da pridobljeno gradbeno dovoljenje veljavno pomeni pravico graditi, a ne? In v bistvu, da ta akt, da on lahko kakorkoli v bistvu začne z gradnjo, a ne? In pa zgradi objekt, ki je bil pač predviden po veljavnem zakonodaju. Ravno tudi v tem primeru dobimo ravno tako in stanovanja in promet in vse. Prav zato smo pač dali obljubo, da bomo pričeli z vsemi aktivnostmi za prečno povezavo med Ljubljansko in obvoznico. Te postopke že vodimo, trenutno smo v izdelavi prometne študije, posnetki so narejeni terena, z lastniki smo se tudi že začeli dogovarjati, je pa problem Kamnika kot v bistvu južnega dela, tudi z področja urbanizma, ker v bistvu nima zadosti prečnih povezav, prav zaradi tega nastajajo tudi zastoji, a ne. V bistvu že začetek, takoj z začetkom urbanističnega pač načrtovanja so se te težnje pojavljale, tako da v bistvu te težnje med medsebojno povezavo med Ljubljansko in obvoznico pač segajo že prav v družbeno planiranje, v bistvu že v tista stara leta prejšnjega stoletja, ne. Ta povezovalna cesta pač se mora, je načrtovana že dalj časa in jo tudi postopke vodimo, tako da upamo, da pač bomo do javne razgrnitve prišli še v tem letu za to načrtovano povezovalno cesto. Kar se tiče v bistvu, ali je prostor pač je omejen na eni strani z lastništvom, na drugi strani pa pač, če ima določeno zemljišče, že pridobljeno gradbeno dovoljenje, pač v bistvu mi ne moramo tukaj, v bistvu je edina pravna varianta, da ga to pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje razveljavimo, s tem bi lahko v bistvu mi od nič planirali, to pa v bistvu pravna praksa ni in je tudi zelo težko je dosežta, ne. V bistvu, da bi pa pač načrtovali zelene površine, sprehajalne, ne vem kakšne, ki ne bi imele motečih vplivov na okolje, pač bi pa mogli v bistvu kupiti lastništvo in pač spremeniti prostorske akte in razveljaviti to gradbeno dovoljenje. Pač to je pravno dejstvo v prostoru, ki je pač posledica prejšnjih dejanj ali pa prejšnjih pač odločitev bivših lastnikov. Z novim lastništvom je pa pač prišlo do tega, da je tač novi lastnik pač poskušal svojo investicijsko namero spremeniti in jo tudi pač s tem prostorskim aktom jo želi uresničiti. Na področju starega, obstoječega Lidla je dal pa lastnik zavezo, da pač tam ne bo trgovine. Za ostalo bo pa gospod Ulčar pač povedal. Hvala. Hvala, še pojasnila strani gospoda Boruta Ulčarja, pripravljalca. Izvolite. Hvala. Torej, jaz bi mogoče lahko povedal, kaj v prometu, kaj se je to, kar so vprašanja, kaj se je konkretno spremenilo iz prve do druge obravnave. Vmes je bila narejena študija družbe Pro-In, na osnovi katere in pa še po dodatnih usklajevanjih, moram reči, da smo imeli kar nekaj usklajevanj z pristojnimi nosilci urejanja prostora za področje prometa, je rešitev obeh priključkov, ki sta še po veljavnem planu bila kot normalna priključka, tako na Kovinarsko kot na Ljubljansko cesto, spremenjena samo v desno-desno. To se pravi, da se noter zapeljati iz smeri, recimo, če govorim za ta objekt ob Ljubljanski cesti, z juga zapelješ noter in ko zapelješ ven, se moraš usmeriti proti severu. Možnost je pa seveda tudi z Ljubljanske iz severa noter zapeljati. Nikakor pa ne iz tega objekta proti jugu. Proti jugu je onemogočeno, gre samo desno-desno. Nasproti Mercatorja, priključek na Kovinarsko cesto, prav tako samo desno-desno. Tako da s tem je pravzaprav glavnina prometa premaknjena, se pravi v smeri proti severu ali pa v smeri Merkurijinega kazalca, pri čemer pa, kot da dopolnim dr. Ježkovo, so dejansko po dolgih letih, da nam rekel skoraj desetletjih, zelo resne aktivnosti za drugo povezovalko. Zdaj upravljeni so tudi razgovori z lastniki na trasi, bom rekel, med Mlinsko pa med Kamniško Bistrico, se pravi tam, kjer bo pravzaprav največ, bom rekel, aktivnosti ali pa namenskih rab spremenjenih, se pravi, kjer bo na novo potekala prometnica
Pogovori so bili upravljeni tako z kmetom in pa tudi z lastniki objekta, ki ga bo potrebno rušiti, to, kar že vse čas vemo in se takrat v preteklosti zaradi tega tudi ustavili. Takrat smo skušali z nekimi deviacijami, da bi objekt ustal, ker je bilo pa strokovno slabše in zato se verjetno takrat tudi zadeva ustavlja. Tokrat imamo strinjanje lastnikov tega objekta, da so pripravljeni na to, da se ga pač eliminira, zavedajo se dolgoročno načrtovanih tras te prometnice, tako da aktivnosti so zelo resne, študija se je začela, se pravi štetje prometa, in pa študija, ki bo tudi vsa krožišča oziroma križišča v bližini analizirala in podala tudi rešitve. Tako da mislim, da bi bilo to možno v relativno kratkem času, ob seveda močni podpori tudi občinskega sveta, ne, tudi dokument spraviti do konca. Hvala. Še kdo? Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da tukaj glede na prvo branje, kjer smo govorili o mestotvornih površinah in ne bom ponavljala, moram reči, da me te prilagodijo se cestni priključki in pasji park pač niso prepričale. To niso, tam, kjer se zdaj gradi to, kjer se ima namen graditi to, ni bila nikoli sprehajalna pot. Tam so bile njive. Kdor pač pozna ta konc. In jaz vam povem, da bo prometna ureditev tam katastrofa. Verjemite mi, da boste stali v koloni do Bakovnika dol. Mal naprej je krožišče v Lidl in ne znam si predstavljati, kaj to pomeni, kar je že zdaj gneča. S tem, da se pogovarjamo zdaj spet samo o lastniku, tudi lastnik ima kakšne obveznosti, in dokler ne bo tam povezovalke, jaz tega projekta ne bom podprla, ker vem, ker poznam območje in ne bo. Mal naprej se bo potem podobno dogajalo v sosedski Mali grad, a se vi sploh zavedate, kaj mislim jaz? Zato za svoje vnuke pač nikoli ne bom podprla. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Izvoli. Ja, hvala za besedo še enkrat. Zdaj, bistvo vsega je, da to območje bo pozidano, tako ali drugače, ne glede na to, kako se mi danes tukaj odločimo. Kar se tiče generiranja novih kupcev in prometa, Lidl že ima zdaj neko svojo bazo kupcev, ki se bo zgolj preselila nekaj 100 metrov više, tako da nekaj dodatnega prometa z naslova tega ni za pričakovati. Zdaj, alternativa temu predlogu, mogoče še to, kar je Edis prej rekel, kaj je bilo storjenega, razlika je ogromna. Zdaj, v prvem samem predlogu, ko je prišel in je bil zavrnjen, je bila predvidena zgolj trgovina. Danes imamo predlog za stanovanje, se pravi združujemo nekako prijetno s koristnim. Alternativa temu so pa tržna stanovanja. Tržna stanovanja bodo tudi generirala nek svoj promet. Potrebna bojo parkirišča in pa na dolgi rok bojo verjetno potem tudi problemi z vrtci, šolami, zdravstvenim domom in pa ne nazadnje tudi upočasnenim prometom, ker bodo prebivalci koristili usluge oziroma migrirali med šolami, vrtci, zdravstvenim domom in svojim stanovanjem. Tako da jaz sem vesel, tako kot je Sandi tudi rekel, kako se je ta zgodba odvila od samega začetka do konca. Bili so narejeni veliki koraki v sodelovanju z lokalno skupnostjo in mislim, da bi to lahko počasen primer dobre prakse. Hvala. Hvala. Besedo ima Žaklina Zdravkovič. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav sem. Jaz sem bila že prej proti, tako da bom zdaj tudi proti z enega razloga, se pravi z glavnega razloga, da prometno ne bo nič spremenjeno. Pa bi navedla mogoče samo 3 primere. Se pravi, enkrat smo bili priča prometni nesreči, ko je celo mesto obstalo za 3 ure. Potem jeseni, ko se je še obnavljala obvoznica, sem midva z Gregom rabila 45 minut, da sva prišla do občine, ko smo imeli sejo, se pravi za dobra 2 kilometra poti sva rabila 45 minut. S tem, da je bil en pas odprt na obvoznici, ne.
Pa Ljubljanska je bila odprta, ne, ampak je posod vse stalo. Pa še en zanimiv primer, ki se je zgodil zdajle, ko so šle cene goriva gor, je bil ta cel del Ljubljanske ceste zaprt in se ni dal zaviti v ulico Vilka Rožiča, naprimer, tako kot že gospod Smolnik kar skozi opozarja. Tako da si ne predstavljam, Lidl je že, ja, pač kupci, ki so v Lidlu, bojo še vedno isti, Jager je pa trgovec, ki ga v bistvu, ko sem že tudi enkrat razložila, mislim, da od Vranskega naprej proti Štajerski, pa nič nimam proti tem trgovcu. Tudi jaz grem zelo rada v njihove trgovine, ko sem na Štajerskem koncu, ampak to je trgovec, ki ima v bistvu gradbeni material, prodaja, ima trgovino z oblačili in ima belo tehniko, poleg živilske trgovine. Zdaj si pa predstavljate, kako bo to interesantno za Ljubljančane, recimo, ali pa še za druge občine, ne, ker jim bo to potem najbližja trgovina, koliko bi tukaj dodatnih kupcev privabili lahko. Pa še ena zadeva, tale stanovanja me tudi ne prepričajo, že zdaj se govori, da so že težave v vrtcih, kar pomeni, dobili bomo spet nove Ljubljančane, ker bo mogoče cena kakšen evro cenejši kvadrat kot v Ljubljani. Dobili bomo spet več prometa, če bo 20 stanovanj, krat 2 avtomobila, je to še 40 avtomobilov več, tako da mene v bistvu delajo ta stanovanja v bistvu za občino bolj minus, kakor plus. Tako da, jaz razumem investitorja, da on pač ni kupil te zemlje zato, da se bomo tam okoliški prebivalci sprehajali po tej zemlji. Mogla bi pa občina se tukaj postaviti bolj na stran občanov, ker mislim, da bomo imeli občani več škode kot koristi, dokler se ne uredi promet. Se pravi, kar je zavora, tukaj pri meni je samo promet. Super je, da so študije narejene, ampak ko bom pa videla, da je tudi narejena povezovalka, bom pa z veseljem za. Tako da tokrat bom pa proti. Hvala. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Hvala za besedo. Ja, lejte, zaradi Jagra je zadeva končana. Tam je pač, zaradi Jagra se bo povečal promet, to sem že rekel, tudi nazadnje. Zaradi samega Lidna pa trdim, da je bistveno večjega prometa, oziroma lahko, da bo še celo manj, ne. Jaz dosti ljudi poznam, danes v množici teh reklamnih, se pravi, ki jih pošta prinese, teh oglaševalskih listkov, ne, in gre, ogromno ljudi poznam. Ta prvo gre v Mercator, tisti po makaronek so najcnej, gre v Lidl po sadje, gre ki dol se pele, pa še nazaj gor pele, potem gre pa še, ne vem, v Hofer, ne. Zdaj, tle bo parkiral pred Lidl ali bo pred Mercator, bo nabavil tam makarone, tam sadje, v Jagrov šel pa še po samokolencu, da je to vse skadam pelo. No, jaz tle ne vidim kakšnega validskega prometa, toliko več zaradi samega tega. Je pa dejstvo, da investitor je lastnik in že ogromno let je, se pravi, ta travnik in nekterega se seveda kar hoče malo polastiti. No, in jaz mislim, da glede na to, da verjamem, da bo ta obvoznica narejena v roku 10 let ali pa ne vem kdaj, ne bi bila, pa mislim, da nekaj pozidan ga, koliko je Sitar že rekel Matija, pozidan pa tam siguren, da bo nekaj. Ne? In že po obstoječem OPN-jem in gradbenem dovoljenju lahko zidat začne jutri, pa se mi takole obrišemo pod nosami. Dejstvo pa je, sam sprememb, pa drugač pa glede stanovanj, pa seveda nekter bi jih rad, vsi pravijo, Kamek ni stanovanj, drugi jih nočejo, tako da tudi je zelo, a hočemo stanovanja, ne hočemo, to se moramo da odločati, ne, v Kamek. Vsi jamrajo, ni stanovanj v Kamniku, ni. Vsi jamrajo, ni stanovanj. Zdaj, pa ne vem, to je dela idealna šansa. Hvala. Hvala, beseda ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Res fajn razprava, v bistvu bom rekel, no, ker sem dobil odgovore, v bistvu, zakaj v Kamenku 10 let praktično ni bilo zgrajenega novega stanovanja. Dobil sem tudi odgovore, v bistvu, zakaj se je marsikakšen investitor rajš preselil svojo dejavnostjo v drugo občino. Tako da nekaj odgovorov sem dobil, ne. Je pa eno dejstvo, ne, ki mi ni čisto jasno, v bistvu, ne. A vsi tisti, ki ste proti tem spremembam, ste za to, da se tam Jager zgradi tako, kot se lahko, pa da dobimo še več stanovanj, kakor je v tem načrtu, ker dejansko v trenutno veljavni odloku je več stanovanj,
pa še več trgovskih poslovnih prostorov, manjših. Mislim, to pomeni to danes biti proti. Ja, žal, ne, mislim, jaz sem se v tem mandatu to naučil, da vedno, ko nekaj sprejemamo, ne razmišljamo o tem, kaj bi si želel imeti, ne, ampak kaj je. In dejstvo je, da to, kar sem omenil, zdaj je dovoljeno. To je realnost. Mi ne moramo spreminjati tistega, kaj je realnost kje nazaj, sem prej rekel. Zato sem prej izpostavil to, da investitorje. To je zamujeno, tako je bilo v preteklosti zamujeno, pa spet bom poslušal, da se v preteklost vračam, ampak občina Kamen jih ni uveljavljala predkupnih pravic. In mene ne skrbi za Lidl, da všem degradirano območje, ker bom prvo zagovarjal, da uveljavljamo predkupno pravico in tam naredimo tisto, kar bomo mi hoteli, kar smo tukaj zmanili, ko bo Lidl tisto prodajal. Upam pa, da si bomo zagotovili v postopkih naprej, da ne bo tam nov trgovec prišel, a ne? Da bomo res si mi zagotovili v bistvu skozi pogovore, da bomo imeli možnost direktno vplivati, kaj bo na tistem območju. In da bomo tam končno morebiti enkrat zgradili to, kar vsi si želimo za mlade neprofitna stanovanja, a ne, s kakšnim investitorjem. In da bo pognali ta Kamen, ko v bistvu jaz si za vnuke želim, da bojo Kamenčani še naprej ostali. Sam zato pa rabimo nova stanovanja, no, tako da hvala. Hvala, beseda ima Igor Žavbi. Ja, na Sandija se bom kar navezal. Bomo pol uveljavljali predkupno pravico, pa bomo pol se pogovarjali, kaj bo tam. Ne, ko bomo mi enkrat tole danes požegnali, je zgodba na obstoječem mestu končana. In jaz mislim, da moramo prej se doreči, kaj bo na območju zdajšnjega Lidla in se te stvari dogovoriti in potem pogojevati tudi s tem, kaj je gor. In jaz sem prepričan, da številne manjše trgovine bojo manj prometa na cestah povzročile kot ena velika trgovina. Ker če pogledamo samo na območje, kjer bomo kasneje obravnavali Utokov primer, ravno v soboto sem se tam sprehodil, mislim, da sta 2 lokala zasedena, vse ostalo je prazno, ker majhni lokali niso več zanimivi. Vsaj tako se mi zdi. Kar se pa tiče povezovalne ceste, začeli ste študijam, začeli ste se pogovarjati, ampak to se lahko zelo hitro konča. Če mi ne bomo najprej dorekli, gradi se lahko potem, oziroma se uveljavljajo spremembe, jaz se tudi zelo dobro zavedam, kaj je zdaj dovoljeno. In vem sam pri sebi, zakaj to zaviram na nek način. Se mi zdi, da moramo najprej reči, ko bo povezovalka, se bojo lahko tudi te stvari uveljavljale. Dokler pa ni povezovalke, pa ne moramo tudi drugih stvari ne početi. Imamo že kakšno oceno, koliko bo povezovalka stala, od kje jo bomo financirali, kako jo bomo, mislim, da nimamo. To je tako kot reči, da izražamo skupni interes za gradnjo prizidka k domu starostnikov. A to pomeni, da se je že začel graditi? To pomeni, da je že gradbeno dovoljenje in investicija stekla? Ne, to je ena PR floskula, imamo skupni interes. Mislim, da nas je tle noter kar nekaj, ki imamo skupni interes, ampak če imamo sam skupni interes, to še ne pomeni, da bo to tudi nastalo. In moje osebno prepričanje je, da če podpremo to, kar imamo danes na mizi, bomo povzročili prometen kolaps na Ljubljanski cesti. Zdaj, Žaki, ti si hodila 45 minut, zato ker nisi imela električnega skiroja. Ne? Jože pa omenjal, da bojo na enem mestu parkirali, pa šli v Jager, Lidl pa Mercator. Jože peva v Kulandijo, pa videla, koliko ljudi parkira v Kulandiji in se potem z avtom zapelje do Lidla. Ja, pa še enkrat se zapelje, še v Eurospin se spet zapelje, a ne? In se zapelje do naslednje trgovine, zato ker ljudje danes ne hodijo več peš. Ali pa ne hodimo, saj sam tudi nisem kakšen biser, seveda ne. Hvala, beseda ima gospa Karla Urh. Čeprav razumem, moramo mi tole zdaj potrditi, ker je bilo že toliko in toliko in toliko. Ne, to nam ni potrebno potrditi. Ker dejansko se zopet vrtimo v nekem krogu, ko bomo mi nekaj naredili, potem bomo pa drugo stvar reševali. Najbolj bistveno stvar. A ste mogoče slišali gospoda, ki je povedal, da se bo desno moral odvijati promet? Kam bo šel desno promet? V mestno jedro? V šole? K šolam? Ja, oprostite. In potem spet nazaj.
Pa Utokovo jamo, ki se bo zgradila 100 stanovanj in več, ki se bo zabijala res na celi fronti, jaz tega ne razumem. Lejte, ne bom se ponavljala in vse, kar ste že nekateri govorili pri temu, da se mora rešiti najbolj ta problematika cestne povezave, da se degradirano območje, tako kot je Edis rekel, ne bi zgodilo še tle, ker se prav gotovo, a si zavedate, koliko bo to prometa. Mislim, v samo mestno jedro, desno. Vse nimajo si ljudje električnih avtomobilov. In zdaj bodo stali in vozili, ko bo šel v trgovino, ne misli, da boš ti lahko opravil vse nakupe v Mercatorju, pa v Jagru, pa še v Lidlu, pa bo šel pa nazaj gor, pa nazaj potem po voznici v Hofer. Ja, tako nam zdaj te študije kažejo, ne? Glejte, jaz vas prosim, ne za vsako ceno, no. Ampak mi smo dolžni to narediti za naprej, ker, a veste, tudi naslednji sestav občinskega sveta verjetno ne bomo takole, kot smo zdaj. In smo dolžni, da v bistvu našim nadaljevalcem tega nekako pustimo dihati, da bodo lahko delali tako, kot bi bilo prav. Moj življenjski slog je varovanje okolja in na to v bistvu ne pristajam, da se mestno jedro, ki je že zdaj hendikepirano, nima parkirišč, nima tega, nima drugega, zaprto mestno jedro, mrtvo mestno jedro, kaj vam ne še povem. In zdaj ga bomo zabili še s prometom, ki bo šel nazaj, mimo šol. Sama tudi včasih vnuka peljem v šolo, ker sva pozna, ne greva peš, čeprav veliko krat greva peš, pa se krega. Ampak, a veste, tole si ne predstavljam, da bodo šli gor avtomobili in še dol in ne vem, kam bodo šli. To se bo zabil, res nikamor ne bo moč, mislim, jaz to gledam kot uporabnica tega prostora. Za vas pa ne vem, a vi to poznate, a ne vsi, ki zdaj ste razpravljali malo drugače. Lejte, jaz sem za to, čeprav meni veliko ljudi reče, kaj nam je pa treba teh velikih trgovin, se jih imamo dost. Dobesedno vam po pravici povem, tako govorijo. Ker zdaj bomo na račun nekih novih trgovin pač uničili druge, a ne, seveda, to je konkurenca, ne bom se v to vtikala, ampak pomislimo mi predvsem na to, da dejansko ne smemo degradirati območja še bolj. To je to. Hvala. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Zdaj mene, res žalosti, da polemiko tisti, ki zagovarjate potrditev ali pa ki boste glasovali za, je legitimno. Ampak ne zlorabljite polemike, ki jih navajamo z argumenti, da ne vemo, da na tem zemljišču oziroma območju ne bo nič zazidano. To ni bilo rečeno tu nikdar. Lahko si tudi na magnetogramu pogledate, kaj je bilo moje ključno vprašanje in gremo zdaj faktično pogledati. Vprašam, katere so ključne spremembe na področju prometa. Kot argument dobim, ogromne spremembe so bile. V redu, to me ne prepriča. Poleg trgovine bodo zdaj še stanovanja. To je argument v kontra, drugače. Zdaj, skrb za vnuke, a ne? Da bi s temi stanovanji tudi naši vnuki dobili stanovanja. Ne vem, očitno imamo mi neko formulo v Kamniku, kjer bo moj vnuk ziher prej dobil stanovanje kot pa ljubljanski vnuk. Ne vem, to je slišati danes. In na področju prometa, oprostite, ni niti enega argumenta, ki bi šel v smer, da gre stvar na bolje. Če je to argument, potem pa je. Ko bo urejena povezovalka, bomo sproščali. Oprostite, vmes bo storjena tolikšna škoda. Jaz se zavedam, da investitor ni kupil prostora za to, da se bomo mi sprehajali gor. In to po mojem ni treba, upam, da dela ta moj mikrofon ali pa se jaz preveč delam. V glavnem, ni kupil investitor območja zaradi tega, da bo samo travnik tam. Ampak, veste, gre predvsem na drugi strani za to, da občina kot nek sodeležnik v procesu pa vendarle pove, kaj je pa njena špura, po domače rečeno. In če imamo točko odloka, pod katero je podpisan predlagatelj, pomeni, da se s predlogom strinja. Se ga daje občinskemu svetu za podpreti. In jaz se s tem ne strinjam, zato gre.
Ne zato, da se ne zavedam, da tam ne bo nič zgrajeno. Seveda, da bo zgrajeno. Ampak vrstni red smo obrnili, no. Prvo najdemo alternativo, pa potem gradimo naprej, a ne. In zato gre, no, pač resnično, marsikdaj sem spremenil mnenje. Ampak z subjektivnimi navedbami, da je velika, ogromna sprememba, pa sočutno skrbjo za vnuke, oprostite, 30 stanovanj, ki ne bodo cenejša, ne bo rešilo stanovanjske problematike v Kamniku. Hvala. Hvala. Beseda ima Nives Matjan. Ne še enkrat pritiskati, dajte se še enkrat, zdaj parjaviti pa. Pa Bogdan še enkrat. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem mojim kolegom v občinski upravi in gostom, ki so tukaj zbrani in nas poslušajo. Nisem se mislila oglasiti, ker je bilo res že toliko povedanega, ampak glas proti, ne, danes. Ni glas za to, da se ne bi naredil nov Lidl, da se ne bi naredil Jager in da se ta predel ne bi uredil gradbeno. Glas proti je zaradi prometne študije. Mi smo se v mandatu 6 do 10 smo zgradili povezovalno cesto na Duplici pod poveljstvom gospoda Toneta Smolnikarja in smo ogromno pripomogli k boljši prometni ureditvi Kamenka in pretoka prometa. Tako, kot je rekla dr. Ješkova prej, mi rabimo več mostov, mi rabimo več povezovanih. Vsako mesto rabi to, da se povežeta obe strani. In sigurno je to je slabo, ne, ker zdaj imamo nekako pretočen promet po Ljubljanski, ampak s tem, ko bomo tukaj zgradili, pa jaz sem za vse, kar naj se tam zgradi. Mogoče tudi pogrešam otroško igrišče, kakšno večje, ker v Kamniku imamo otroška igrišča vsa zaklenjena. Ko je konc vrtca, ko je konc šole, je tega konc in kam lahko peleš svojega otroka ali pa vnukinjo, kam jo lahko peleš. Moraš kar dobro premisliti, kam jo lahko peleš na igrišče. Ne. Tudi to manjka tam. Ne. Kakšna zaveza investitorjev tudi pač mora biti. Ne. In mi govorimo samo o prometu tistih, ki bodo prišli v te nove trgovine in teh stanovalcev. Tam ta cesta iz Ljubljanske na Kovinarsko gre že tudi zdaj obstoječim na Kovinarsko, Steletovo, Zikovo, tam že stanuje ogromno ljudi. Ne. Tako da sigurno je tukaj, pa ta prometna študija, ne, mene so me iz Coprnice klicali 2 meseca nazaj, ker se je pred njihovo hišo, je prišla geometer in vsi in niso vedeli, zakaj se sploh gre. Jaz ne vem, če so ti ljudje vsi, ki so tam, so udeleženi, sploh vejo, kaj naj bi se tam dogajalo in kakšna naj bi bila ta prometna študija. A so bili oni sploh povabljeni tukaj zraven? Ne vem, mogoče nam bo pol kasneje za mano, je Bogdan, pa bo mogoče on znal te stvari malo bolj pojasniti. Tako da ni ta prometna študija, jo bomo, ja, v kratkem času. Ne vem, če je to tako. Ne vem, če je to tako enostavno, kot je bilo pač slišati iz ust gospoda Ulčarja. Ne? Tako da, ja, glas proti, samo zaradi prometnega režima, pa nič drugega. Ja. Za gradnjo sem pa vedno bila. Od 2006 do zdaj je Metuljček ratov, je Alcatraz ratov in tako naprej. Se je zgradilo dosti v Kamniku. In pod gospodom Tonetom Smolnikom in pod Marjanom Šarcem in tudi zdaj se dela in gradi. Ne? Tako da absolutno smo za razvoj Kamnika. Mislim, sem za razvoj Kamnika. Hvala. Beseda ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, lep pozdrav še enkrat. Ja, zanimiva razprava. Glejte, upoštevati moramo dejstva, tako so že predhodniki pred nami rekli, in tako tistih, ki so proti in tistih, ki so za. Dejstvo je, da je Lidl pač 150 metrov nižje že trgovina, da ima svoje kupce, da te obiskovalci trgovinskega centra se bodo preselili pač više gor. Dejstvo je, da bodo uporabljali isto križišče kot Mercator in Jager, to temu pač ne moramo reči, da to ni res. Res je, da ima na tem zemljišču tudi že, da je bilo nekoč iskano gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanj, se pravi, tudi to drži, da tudi če mi danes to zavrnemo, da bo tukaj prišlo do gradnje stanovanj in da bo stanovanj več, kot je zdaj planiranih, se pravi, to so dejstva, ki se jim ne moramo pač izogniti.
Dejstvo je tudi, da v mandatu 2006-2010, da sta bila oba OPPN-ja sprejeta in da je bila v bistvu poleg povezovalke, ki je bila zgrajena in tudi takrat so bili ljudje proti, ne? Gospod Tone, pa ste nadaljeval, pa je danes vidimo, koliko je to uporabna zadeva, da brez te bi pa res bili še večji zastoji. Ja, takrat je bilo tudi načrtovano še dve povezovalni cesti, se pravi ena iz povezovalke do v bistvu Kovinarske ceste, se pravi čez Svit pa čez Titančes, druga stvar pa mimo Grošana na obvoznico proti Coprnici, tam, ki je Nives prej omenila. Se pravi, če bi te prometnice ali saj ena od teh dveh bila zgrajena, se danes ne bi o tem več pogovarjali. Zdaj, ali je prometna študija dovolj? Ni dovolj, ne? Prometna študija ni dovolj, da bomo imeli garancijo, da bo to zgrajeno. Zato bi jaz pričakoval, ne? V vsakem primeru, da si zadamo načrt, da v naslednjih letih to zrealiziramo. Se pravi, to je pa občinski proračun, je garancija. Se pravi, nihče od nas, kakor se jaz spomnim, ni dal nobenega predloga v preteklih letih, da bi to prometnico umestili v občinski proračun. To pomeni, da smo vsi pač imamo svoj košček krivde v tem mozaiku. Zdaj, lahko pa zdaj to naredimo za naprej, ne? Tako da jaz mislim, da se moramo mi v bistvu naliti čistega vina in reči, zdaj bomo pa mi sredstva namenili v to prometnico in tudi za druge probleme v Kamniku, da bomo začeli reševati preko občinskega proračuna, preko predlogov, tist, kar imamo še za nazaj za narediti. Ne, da mi izpolnjujemo svoje želje, pa ne vem, zadeve za naprej. Bila so pa ogromne stvari za naprej narejene, tukaj od zelenih površin, otroških igrišč, so umeščene tukaj noter in tukaj bi se jaz strinjal, da tako, ko se je tukaj načrtovalo iz prve, druge obravnavo, je pravilna pot, je pa res, da... Preden zaključujem razpravo, dam besedo še poročevalcu za pojasnila. Izvolite, gospod Ulčar. Ja, hvala. Torej, vse se vrti okrog prometa. Na kratko, ker se nekateri že prej pač povedali, situacija je dejansko taka. Lidl, obstoječ Lidl, možno je zgraditi na novi lokaciji Lidla enako oziroma večje število stanovanj. Jager prav tako lahko gradi, za Jager ste se odločili tudi pred, ugotovili smo namreč nekaj, ne, da Lidl ne bo generiral novega prometa, generiral ga bo Jager in Jagra ste sprejeli pred dobre pol leta ali nekaj takega elaborat lokacijske preveritve, s katerim ste mu še dodatno verificirali možnost gradnje. Zdaj, vsi se zavedamo teh prometnih zagad. Prvič se jih po dolgih letih zdaj zelo konkretno, bom rekel, lotevate na prav način, skratka z nadaljevanjem postopka sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta, z ustreznimi študijami, ki bodo, tako smo tudi vsi skupaj zahtevali, pogledali saj 8 križišč okrog in bodo objektivno ocenili, kakšen profil ceste mora biti. Razgovori, razen pri Coprnici, ja, se mi zdi, na tem koncu zatangirana zemljišča so bili upravljeni z ljudmi, ki se zdaj za razliko od preteklosti strinjajo z načrtovanimi posegi. To se pravi, vse bo na koncu odvisno še od vas, če boste občinski svet ali v tej sestavi ali v naslednji sestavi dosti uspešno podpirali drugo povezovalko, ki je absolutna nuja za normalno funkcioniranje območja. Jaz ne vem, odločitev seveda vaša, prepričevati vas nima smisla. Dejstvo pa je, da tudi če to ne spremete, se bodo zadeve gradile po veljavnem aktu in stanje bo v bistvu enako ali pa še slabše, ker s temi študijami smo zdaj promet usmerili tako, da bo takoj, ko se bo povezovalka tudi zgradila, možno znatno efikasneje pravzaprav napajati območje. Lidl je pa dal pisno zavezo, toliko še mogoče, pisno zavezo občini, da v primeru sprejetja tega dokumenta na obstoječi lokaciji ne bo več trgovine. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu.
Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem lokacijskem načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta številka 3. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, proti 12. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. In preden gremo na naslednjo točko, predlagam 15 minut pauze, da se prostori prezračijo in da si malo vdahnemo. Torej, nadaljujemo 19:20.